Lep pozdrav. Danes, nekje okrog 9. ure zjutraj, je med opravljanjem stražarske službe v vojašnici Šentvid v Ljubljani prišlo do nesreče s strelnim orožjem, pri kateri se je poškodoval pripadnik Slovenske vojske, pripadnik, ki je opravljal stražarsko službo. Med praznjenjem orožja, gre za pištolo Beretta 9 mm, je izstrelil naboj, ki ga je zadel v predel glave, torej z nabojem iz njegove pištole. Okoliščine kažejo, da je prišlo do izstrelitve zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov pri delu z orožjem. Vojaku je bila takoj nudena prva pomoč, na kar je bil v času nekje čez 10 minut prepeljan v Univerzitetni klinični center v Ljubljano na nadaljnjo zdravljenje. In prve okoliščine dogodka ne kažejo, da bi v dogodek bil vpleten kdorkoli drugi, torej gre po prvih okoliščinah zgolj za dogodek, ki je bil povzročen zaradi neupoštevanja varnostnih predpisov pri delu z orožjem. Po dogodku smo že obvestili svojce poškodovanega vojaka, okoliščine dogodka pa skladno s predpisi preiskuje obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo Republike Slovenije v sodelovanju z vojaško policijo. Obveščena pa sta bila tudi preiskovalni sodnik in državni tožilec. O dogodku sproti obveščamo ministrico za obrambo in državnega sekretarja, prav tako pa smo obvestili tudi premijera, predsednika vlade in vrhovnega poveljnika obrambnih sil, dr. Danila Türka. Poveljnik sil je ustanovil komisijo oziroma skupino, ki bo podrobneje še zbirala informacije o okoliščinah dogodka. Ministrica za obrambo pa od Slovenske vojske pričakuje, da bomo izdelali celovito poročilo in ji celovito poročali o dogodku in o okoliščinah dogodka. Po sedaj znanih informacijah, ki smo jih pridobili v Univerzitetnem kliničnem centru, ne gre za strelno rano, ki bi mu povzročila nestabilno stanje, torej vojak sicer ima težjo poškodbo, vendar je njegovo zdravstveno stanje stabilno. V Slovenski vojski upamo, da bo kmalu okreval in da se bo čim prej vrnil nazaj med svoje sodelavce in da bo lahko tudi v prihodnje še opravljal vojaško službo. Preiskovalni sodnik in tožilec sta ogled kraja dogodka prepustila preiskovalnim organom Ministrstva za obrambo, torej obveščevalno-varnostni službi. Toliko zaenkrat. Ko bomo imeli več informacij v povezavi z dogodkom in v povezavi z zdravstvenim stanjem pripadnika, našega vojaka, predvidevamo, da bo to jutri, bomo tudi v pisnem sporočilu, ki ga boste prijeli, vas obvestili o nadaljnjem, predvsem zdravstvenem stanju, za katerega srčno upamo, da ne bo tako hudo in da bo vojak okreval in da bo še naprej naš pripadnik Slovenske vojske, torej da bo še lahko naprej upravljal vojaško službo. Še eno vprašanje. Ja. Ali je običajna praksa, da med stražo, da je strelno orožje nabito? Pripadniki Slovenske vojske gre za poklicne pripadnike Slovenske vojske, ki upravljajo svoje vojaške dolžnosti oboroženi z oborožitvijo, torej tudi s pištolom, in stražarska služba se izvaja s pištolo, s katero so oboroženi v času upravljanja stražarske službe, in si med izmenami, ko pride do menjave moštva, tudi v tem primeru je ob 9. uri bila menjava moštva, pride do menjave tudi strelnega orožja oziroma do menjave oborožitve in vojaki so oboroženi s pištolami, v katerih so tudi naboji. Torej v okvirih so tudi naboji, tako da vojak ima pri upravljanju stražarske službe pri sebi tudi strelno orožje z naboji. Kaj pa bi mogli narediti, da se to ne bi zgodilo, prej ste rekli, ni upošteval ustaljene varnostne prakse?
Po do sedaj znanih podatkih bi torej moral upoštevati varnostne ukrepe, ki veljajo pri delu z orožjem. Torej, ker predvidevamo, da je bil nepazljiv, da je pri praznjenju orožja imel obrnjeno cev k sebi. Torej, prvi in najbolj temeljni varnostni ukrep je, da nikoli pri delu z orožjem, kadar gre za praznjenje orožja, naprimer, cevi ne obračaš ali v sovojaka, nekoga, ki je s tabo v prostoru, ali k sebi. To je eden od temeljnih predpisov, ki veljajo pri delu z orožjem. In očitno v tem primeru ti varnostni ukrepi v celoti niso bili upoštevani. A to, da je pa prazno orožje, je pa običajna praksa, praznjenje orožja? Običajno je tako, vojak, ko pištolo oziroma kakršnokoli orožje prime v roko, mora najprej izvesti varnostni ukrep preverjanja, če slučajno ne bi bil naboj ali v cevi ali kakorkoli drugače, da bi lahko prišlo pri nadaljnjih postopkih pri delu z orožjem do izstrelitve. To je prvi ukrep, kjerkoli se srečaš s pištolo, z oborožitvijo kakršnokoli, da preveriš, da orožje slučajno ni polno, zaradi predvsem varnosti okolice in lastne varnosti, kadar nisi na bojni nalogi na bojišču. Še to me zanima glede zdravstvenega stanja, je komi ali je pred zavesti? Naš vojak je sedaj v zdravstveni skrbi v kliničnem centru. Ko je bil prepeljan v klinični center, je bil pri zavesti. Med časom prevoza iz vojašnice Šentvid do bolnišnice je bil pri zavesti. Sedaj je v zdravniški oskrbi, torej v reanimaciji in verjetno posegi, ki so v takšnih primerih potrebni, tako da zdaj, kako je zdaj trenutno, ne vemo, vendar iz Šentvida do kliničnega centra pa je bil pri zavesti. Gre za mlajšega vojaka, star je 23 let. Kot sem dejal, smo pa starše oziroma svojce vojaka že obvestili. Poveljnik bataljona gre za vojaka 10. bataljona. Poveljnik bataljona je v bolnišnici se že pozanimal, neposredno je v bolnišnici in bo počakal svojce, da se posreča svojci, da jim da neposredne informacije o dogodku, tiste informacije, ki jih je pač bilo možno do sedaj zbrati. Se pravi, možnost poskusa samomora pa zaenkrat izključujete? Po teh okoliščinah, ki so bile, in potem, kar je vojak, ki je bil v prostoru, v katerem je prišlo do te izstrelitve naboja, povedal, in potem razpoloženje vojaka, ko je prišel v službo, ne kaže, da bi šlo za to vrstno dejanje, ampak bolj kaže za neupoštevanje varnostnih predpisov pri delu z orožjem. Hvala lepa.